Dober večer in hvala za vašo pozornost. Moje ime je Kaj in predstavil vam bom potovanje na Japonsko, ki ga v letu 2014 organizira potovalna agencija Unitours, posebej za udeležence Makona. Potovanje se odvija v še nedoločenem terminu v marcu 2014. Termin se orientira na Tokyo International Anime Fair v Tokiu konec marca 2014. Potovanje se začne z avtobusnim prevozom do enega izmed bližnjih letališč, načeloma govorimo o Benetkah, Frankfurtu ali Münchnu, odvisno od cene letov, in se nadaljuje do Tokija z letom, ki predvidoma traja med 10 in 12 ur. Kar nadaljujemo. Prvi dan prihoda v Tokiju je načeloma namenjen počitku in nastanitvi v hotel ter ogledom po izbiri. Tretji dan, se pravi drugi dan v Tokiju, se izvede organiziran ogled Tokija z lokalnim vodičem, ki predstavi vse najpomembnejše znamenitosti. Zaključek dneva pa je na stavbi Tokyo Skytree, ki je trenutno najvišja stavba na Japonskem ter druga najvišja stavba na svetu. Naslednja dva dneva sta v celoti namenjena udeležbi na Tokyo International Anime Fair 2014, enemu največjih dogodkov te vrste na svetu. Za vse ostale detajle predlagam, da si pregledate njihovo spletno stran. Datum je zdaj še nedoločen, vendar bo predvidoma to konec marca 2014. Naslednji dan sledi ogled ulice, se opravičujem za napačno izgovorjavo, Akihabara, ki je eno izmed izvirnih točk in središč sodobne japonske manga in anime kulture ter elektronike. Tukaj lahko najdete več trgovin z spominki ter figuricami ter podobnimi izdelki, kot so na voljo tudi danes. Naslednji dan je prost dan in namenjen aktivnostim po želji, ker ne želimo preveč omejevati skupine udeležencev. V tem času si lahko pogledate katerokoli destinacijo sami želite. V večeru pa je možna tudi prenočitev v komornem hotelu, ki so japonska specifičnost in gre za resnično edinstveno izkušnjo. Sledi odhod z vlakom proti Kyotu. Čas v Kyotu je namenjen prvi dan ogledu starih japonskih znamenitosti, se pravi raznih šinto ter budističnih templov in muzejev ter pa ogledu opičjega parka. Drugi dan v Kyotu je prost dan, namenjen večinoma ogledom po lastni želji, prav tako pa bo možno preko mailing liste poslati predloge za oglede v Tokiu, Kyotu ali Seulu. 10. dan pa se odpravi z letalom iz Tokija ali Kyota do Seula, kjer se preživi zadnje 2 dni potovanja. Termin v Seulu še ni v celoti planiran, načeloma bi bil zopet en dan organiziranih ogledov in en dan ogledov po lastni želji. Potem se organizira prevoz nazaj do Ljubljane, se pravi najprej letalo do enega izmed bližnjih letališč ali pa avtobusni prevoz nazaj. Prednost potovanja v celoti je, da je popolnoma spremenljivo, se pravi, da je prilagojeno po meri udeleženca Makona in ljudem s podobnimi interesi, torej bo tako na Facebooku kot na internetu odprta možnost dajanja predlogov za spremembo, podaljšanje ali skrajšanje programa ter morebitne druge oglede. Skupna cena programa je ocenjena na med 2000 in 2500 evrov po osebi, za mladoletne pa je udeležba možna ob soglasju staršev. Organizator potovanja je najverjetneje potovalna agencija Unitours, ki ima že več kot 10-letno tradicijo delovanja z mladimi. Hvala za pozornost. V prihodnjih 15 minutah bom sedel na svoji stojnici, v kolikor se morda kakšni interesenti želijo prijaviti na mailing listo. Hvala lepa.